Zdaj pa nadaljujemo s temo izgorelosti in to s korespondentom, ki misli, da moraš proti izgorelosti uporabljati kremo za sončenje. Povej nam, Beno, ali je izgorelost resnična? Ja, Jure, izgorelost je resnična. Okay? Zagorelost nisem ziher, ampak izgorelost pa. Okay? Jaz res verjamem, da si moramo vzeti čas za počitek. Če si ne vzameš počitka ti, si ga bo vzelo telo samo. A nisi bil ti lih na dopustu? Ja, sem, ampak ga nisem rezerviral jaz, ampak ga je rezerviralo moje telo samo. Kaj pa, če bi se rajš prispevek pogledal? Faktor Beno. Danes raziskujemo izgorelost. To je problem, s katerim se sreča več kot polovica Slovencev. Vključno z mano. Ampak kako prepoznamo izgorelost? Najpogosteje se pokaže pri ljudeh, ki so kronično izčrpani, so v zadnjem času pretirano shujšali ali pa so se čakno. Ej, zakaj to slika mene? Vse se niso. Kdo je to sploh slikal? Med manj pogoste simptome izgorelosti štejemo pozabljivost ali izgubo spomina. Nekaj, kar se meni ni zgodilo še nikoli. Ker če bi se, bi si zapomnil. No, ne moram vedeti za zih, ampak definitivno nisem pozabil, kaj pomeni. Da ugotovim, kako okrevati od izgorelosti, me je Jure poslal k enemu najbolj priznanemu maserju v Sloveniji, za katerega bi rabil 4 ure vožnje, zato sem šel k enemu, ki bližji. Lahko masaže pomagajo pri izgorelosti? Vsekakor, ja. Sploh pri vaši, ki ste omenili, ne? Ampak ne pa pri naši, ki smo bolj izgoreli. Ja, samo res. Ko nekoga masirate, a kdaj veste, da ga boli, pa vse nadaljujete, kot je to delala moja bivša? Vidimo, se pravi, ko nekoga boli, pač vidimo in pač pa smo bolj pozorni, no že vidimo telesno mimiko, pa poj smo bolj nižni naprej. Ko masirate moškega, kolikrat morate reči no homo, da oba vesta, da ni gej? Vsakič. Pri ljudeh, ki jih masirate. Kakšno je razmerje med mladimi in privlačnimi in starimi in kosmatimi? Zdaj mislim, unga, ki masira, zdaj pač še vijo, kom pridejo. Bojo tudi kakšni taki prišli, ja, pač bolj mladi. Okay. Še pa vseeno. In v katero kategorijo spadam jaz? Privlačnih. Okay. Definitivno pri mladih pa privlačnih. No homo. Zakaj gre folk na tajsko masažo? Ali kot ji rečejo na tajskem masažo? Tajska masaža je drugačna od ostalih masaž, no so bolj pritiski in ponavadi ni olja. Ja. Jaz tega ne štegam, ker pritisk imam jaz že v službi, a veš? Ja, nekateri ga hočejo pa še na masaž. Zakaj bi plačal, da folk hod po meni, če to delajo že v službi za ston? Jaz si tudi ne zastopam, ja. Pač. Kako izgleda intervju za maserja? A greš od firme do firme pa masiraš potencialne delodajalce? Zmasiraš maserja in te pa on oceni, kako dobro masiraš. Aha, zmasiraš maserja. Maserja. Okej. Tako. Inception. Ko greste domov, a kdaj masirate svojo punco, a je to preveč podobno službi? Masiram punco. Ja. Ampak te ne plača. Štekam, okej. Happy ending zate. Okej. Ni zelo stresno delo, a ne? Biti maser? Ja. Ne, ni tako stresno, ne. Ker sem jaz živčen, a ne? Si predstavljam vse, da so nagi, a ne? Vam tega ni treba. Ne. Pa če dela ne upraviš v redu, a ne? Nisi pod stresom ti, ampak ljudje, ki jih nisi dosti zmasiral. Jaz bi tudi bil maser, no? Ja, vas kuj ocenim, a ne, pa me zmasirate. Ne vem, če bi znal. A veš kaj, mislim, da bi se utrudil po 5 minutah, pa se pa hodil samo objímat. Ampak ne vem, če... No homo. Ko vi ljudem rečete, naj se slečajo, pa jih masirate, ne? Vam plačajo. Kaj jaz to delam, me odpustijo. Zakaj? Ne vem, pa nekaj delate narobe. Drugače se lahko zmasiram, pa boste videli pač, kako to izgleda. Ja, okej. No, ja. Sam nič čudnega, nič... No homo. Bog ne dej. Nič seksualnega, velikega. In tako smo prišli do dna. In s tem mislim, jaz sem prišel do dna, ne maser. Pač ni se dotikal moje riti. Se sem rekel no homo.
Pomemben je za skeč, da me masira zdaj pol ure. To so vse zelo pomembni trenutki. Za vse, kar ste izgoreli, predlagam, da naredite, kot sem jaz. Šefu rečete, da delate, zares greste pa na brezplačno masažo. Ko počivati je treba, to si zapomnite. Če pa imate probleme s spominom, si pa nekam zapište. Sam ne pozabite. Če pa pozabite, pa si nekam še zapište, kam ste si zapisali. Če pa to pozabite, si pa še nekam zapište, kam ste si zapisali. V bistvu hočeš imeti eno podzapisko, ki te vod, da to, da ne pozabiš. Kaj sem že govoril? Se ni važno. Gremo nazaj v studio. Glej, Jure, nekaj si pozabil zgleda. A veš kaj je Beno? Beno, tu daj povišico. Škaj, jaz nisem izgorel. Se spomnim, kaj se spomnim. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.